Ormožu je minulo soboto potekalo 5. gasilsko tekmovanje za pokal prostovoljnega gasilskega društva Podgorci, ki so ga združili z ligaško tekmo za pokal Gasilske zveze Slovenije. Predsednik Gasilske zveze Ormož pojasni. Gasilska zveza Slovenije organizira vsako leto tekmovanje za pokal Gasilske zveze Slovenije. V ta pokal so vključene ekipe, tiste najboljše v naši državi, v Republiki Sloveniji. Je 6 tekem, danes je 3. zaporedoma, se pravi ena izmed teh tekem je danes v Ormožu in v končni rezultat se šteje 5 najboljših tekem oziroma 5 uvrstitev, tako da danes tukaj imamo prisotnih 46 ekip celotne Slovenije in na vsaki tekmi je potem svoj zmagovalec, ampak izmed vseh teh tekem pa potem se šteje tisti končni rezultat in to je na nek način najprestižnejši rezultat, ki ga lahko društvo doseže v tekočem letu v Republiki Sloveniji. No in kako kaže našim iz Gasilske zveze Ormož? Ja, prejšnji teden je bilo v Kopru državno tekmovanje. Mi smo z naše gasilske zveze imeli tam 2 predstavnika, 2 ekipi članov A, se pravi člani A ekipe Cvetkovci in pa člani A ekipe Podgorc. Dosegli so 20. in 30. mesto. Gre za dobre uspehe, čeprav rezultati niso taki, kot so si jih sami želeli, ampak ne glede na to, uvrstitev na državno tekmovanje je že velik uspeh in seveda še danes tukaj preko tega medija čestitam obema ekipama. Gre za eno prestižnejših gasilskih tekmovanj v Sloveniji, zato so tako člani prostovoljnega gasilskega društva Podgorci kot Gasilska zveza Ormož organizacijo sprejele z veliko odgovornostjo. Gasilska zveza Slovenije razpiše razpis za izvedbo ligaškega tekmovanja. Mi smo se skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom Podgorci dogovorili, da bi to tekmovanje skupaj izvedli. Se pravi, določene obveznosti smo sprejeli mi na Gasilski zvezi, določene obveznosti so sprejeli na strani PGD Podgorc. To smo se dogovorili tudi na upravnem odboru Gasilske zveze Ormož in smo dali prijavo. Naša prijava je bila uspešno sprejeta, se pravi, nam je poveljstvo Gasilske zveze Slovenije zaupalo eno izmed teh 6 tekem. Danes imamo tudi tukaj kontrolorja, ki bo na nek način ocenil današnje tekmovanje in to bo potem imelo tudi vpliv za oceno za naslednje leto in tudi, če bomo se naslednjo leto odločili, bodo potem tudi upoštevali današnjo pripravo, današnjo organiziranost, samo izvedbo, samo opremo, pristop. Tako da želja Gasilske zveze Slovenije je, da se to tekmovanje izvaja res na nivoju in da to izvaja tistih 6 organizatorjev, ki dejansko živijo s tem tekmovanjem. Na atletskem stadionu v Ormožu se je v gasilskih veščinah pomerilo okrog 400 gasilcev v 43 ekipah. Gre za standardno vajo po CTIF-u, se pravi vaja po CTIF-u sesalni vod in pa napad in pa potem štafeta. Tako da 2 vaji sta, skupni rezultat šteje. Tukaj je tekmovanje za člane ekipe, člani A, članice A in pa člani B in članice B. Člani A, B pomeni glede na starostno mejo, se pravi člani A so vsi tisti, ki so stari do 30 let in pa potem na 30 let do veteranskih skupin. Na tekmovanju so z ormoškega območja sodelovali gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Podgorci, Cvetkovci, Koračice in Trnovci. Sicer pa so v kategoriji tako članic A kot članic B prvo mesto odnesle gasilke iz prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Prvo mesto v kategoriji člani A so osvojili člani prostovoljnega gasilskega društva Šentjošt A1. Pri članih B pa so najuspešnejši bili gasilci iz Šmartnega na Pohorju.